Če ste mislili, da so slike zgolj neme podobe, ste se motili. Seboj nosijo veliko zgodb. Od nas pa je odvisno, ali jim znamo prisluhniti. Obdobje baroka je močno zaznamovalo podobo naših krajev. Predmeti kulturne dediščine z tega obdobja predstavljajo pomemben del kulturne identitete. So materialni nosilci informacij o človekovem delovanju in okolju, se poleg umetniške vrednosti združujejo zgodovinske, dokumentarne, estetske, znanstvene, duhovne in religiozne vsebine. Obstoj materialne substance je podvržen minljivosti. Z izgubo umetniško-zgodovinskih predmetov bi izgubili del naše preteklosti in hkrati onemogočili nova dognanja v prihodnosti. Pomemben del likovne zapuščine predstavlja baročno slikarstvo, ki je na slovenskih tleh doživelo razcvet v 60. letih 18. stoletja. Ena vodilnih galerij, ki skrbi za baročno likovno dediščino v slovenskem prostoru, je Narodna galerija v Ljubljani. Stalno postavljeno razstavo v veliki dvorani zastopajo leseno plastiko in tabelno slikarstvo 17. in 18. stoletja, prirejajo pa tudi začasne razstave. V letu 2011 so po obsežnih pripravah postavili razstavo poznobaročnega slikarstva na Kranjskem. Nekatere slike je bilo pred razstavljanjem potrebno konzervirati, restavrirati, saj so poškodbe, ki so nastale v preteklosti, negativno vplivale na njihovo vidno podobo. Pred konzerviranjem, restauriranjem se je bilo treba poglobiti v čas baroka in spoznati tehnologijo nastajanja umetnin v tistem času. Dokumentirati stanje izvirnika in izvesti naravoslovno-tehnološke preiskave na 3 izbranih slikah. Konzervator-restaurator mora biti seznanjen s tehnologijo izdelave umetnine, poznati mora materiale, njihove lastnosti in medsebojno delovanje. To znanje je potrebno za razumevanje zgradbe slike, ugotavljanje vzrokov za propadanje ter odpravljanje škodljivih vplivov in poškodb. Tehnološko znanje je nujno tudi pri izdelavi kopij umetnin. Kopiranje predstavlja enega od načinov preventivnega varovanja predmetov kulturne dediščine,
se lahko kopija nadomesti ogroženo izvirno umetnino, ki se nahaja v neprimernem okolju. To pa shranimo v varnejšem prostoru. Klasično štafelajno sliko sestavljata lesen podokvir in nanj napeto platno. Klejnokredna podloga je bila v baroku nanešena večplastno. Zadnjim nanosom so največkrat dodali pigment, ki je obarval površino s poljubnim, v baroku ponavadi toplim tonom. Na takšne površine so s podrisbo pripravili načrt za slikanje z oljnimi barvami. Površino slik so praviloma zaščitili z lakom. Podokvir sestavljajo lesene letve. Za izdelavo so izbirali med mehkejšimi vrstami lesa, kot so jelka, bor, lipa in smreka. Letve so morale biti iz istovrstnega lesa ter oblikovane tako, da se je sestavljen podokvir lahko prilagajal dimenzijskim spremembam. V baroku so sicer značilni formati zelo zapletenih oblik, v našem primeru pa so bile vse 3 slike pravokotne. Platno na podokvirju predstavlja temeljno podlago za slikanje. Najpogosteje se je uporabljalo laneno platno, ki je bilo tkano z ročnimi statvami. Na podokvir je bilo pritrjeno z železnimi žebljički. Zaradi gostote tkanja in debeline niti imajo površine baročnih slik značilno nekoliko grobozrnato strukturo. Napeto platno je bilo potrebno impregnirati. Najpogosteje so uporabili kostni ali kožni klej. Toplo klejno raztopino so nanesli na platno, s tem so zmanjšali vpojnost in ustvarili povezovalni sloj s klejnokredno podlogo. Klasično podlogo predstavlja klejnokredna zmes, ki je na platnu nanešena večplastno. Od nje je odvisna nadaljnja gradnja slike, saj ustvarja želeno strukturiranost in vpojnost za barvne nanose. Poleg tega pa preprečuje škodljiv vpliv oljne barve na platno. Za baročne podloge je značilno, da so obarvane. Pogosto so obarvanost dosegli tako, da so v zadnje nanose vmešali zemeljske pigmente ali barvne gline, ki so površino za slikanje obarvali z rdečim ali rumeno-rjavim tonom. Pigmentirana podloga ustvarja značilno atmosfero baročnih slik, saj toplina tona proseva skozi barvno plast. Baročne slike so bile pogosto naslikane po predhodno izdelanih skicah, risbah ali grafičnih predlogah. Pod barvnim slojem se zato lahko nahaja podrisba. Narejena je bila z otiskovanjem, prenešena s pomočjo mreže ali pa je bila narisana prostoročno. Baročno štafelajno slikarstvo je temeljilo na uporabi oljne barve, ki je v osnovi sestavljena iz pigmenta in lanenega olja.
Barvno paleto baročnih slik gradijo naravni zemeljski pigmenti, ultramarin, smalt, cinober, mini in drugi. Med belimi pa prevladuje svinčeva bela. Za ričanje se je najpogosteje uporabljal terpentin, sušenje pa so lahko pospešili s sikativi ali dodajanjem pigmentov, ki pospešujejo sušenje. Način gradnje slike je odvisen od zakonitosti oljne tehnike. Pogosto so baročne slike grajene večplastno, nanosi pa se razlikujejo po debelini in gostoti barve. Risbi je pogosto sledila podslikava. Enobarvni nanos, ki se je razlikoval v svetlosti tona, je opredelil razlike med svetlimi in temnimi partijami. Podobno kot so določili ton, so določili tudi barvo. Podložili so jo lokalno, pri tem pa so upoštevali prosojnost podslikave. Pastozni nanosi so dopuščali modeliranje barve, z njimi pa so dosegli tudi prehode med različnimi barvnimi vrednostmi. Da se oljna barva popolnoma posuši, je potrebno več mesecev. Debelejši nanosi pa se lahko sušijo tudi do 1 leta. Šele takrat sliko lahko lakiramo. V baroku so uporabljali naravne smolnate lake. S premazovanjem so poenotili izgled slike in zaščitili površino pred škodljivimi vplivi iz okolja. Vsaka umetnina živi svoje življenje, vendar zaradi podobne tehnologije lahko govorimo o skupnih procesih, ki ogrožajo obstoj baročnih štafelajnih slik. Staranje je proces, ki ga ne moremo ustaviti. Zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku, svetlobi, zračni vlagi in temperaturi se na umetninah pojavijo spremembe, ki privedejo do poškodb. Zračna vlaga vpliva na dimenzijske spremembe sestavnih delov slik. Podokvirja brez zagozd ne moremo prilagajati razlikam v velikosti platna, zato se na platnu pojavijo deformacije in sčasoma poškodbe na slikovnih plasteh. Visoka zračna vlaga je tudi pogoj za naselitev lesnih insektov, ki se hranijo in živijo v lesu. Izletne luknjice nastanejo, ko odrasli osebki zapustijo svoje domovanje. Zaradi nihanja zračne vlage platno postane ohlapno. Dolgoletna izpostavljenost zraku in svetlobi povzroči krhkost, zmanjša pa se tudi elastičnost.
tako platno se lahko hitreje predre ali strga. Obstojnost platna ogroža tudi stik s kovinami. Vpliv visoke zračne vlage lahko oslabi povezovalno lastnost sklejne impregnacije, kar marsikdaj povzroča odstopanje vseh slikovnih plasti. Na spremembe in poškodbe barvne plasti poleg okoljskih dejavnikov vpliva tudi tehnika slikanja. Kadar pigment in vezivo v oljni barvi nista v pravem razmerju, se lahko pojavijo deformacije. Najznačilnejše in najbolj opazne spremljevalke oljnih slik so razpoke. Njihov nastanek je pogojen z mnogimi dejavniki, zato je pojavnost zelo raznolika. Prepoznavanje razpok je pomembno za ugotavljanje in odpravljanje negativnih vplivov, saj razpokanost pogosto vodi k odstopanju in odpadanju barvne plasti. Na barvni plasti ali laku baročnih slik se ponavadi nahajajo nečistoče, ki spreminjajo vidni značaj slike. Nezaželeni delci, kot so prah, saje, smola ali mušji iztrebki, se na površino vežejo na različne načine in lahko ogrožajo kemijsko zgradbo izvirnika. Na karakter slike pa lahko vpliva tudi zaščitni lak, ki z leti potemni, porumeni in razpoka. Nekatere spremembe, poškodbe in značilnosti teže opazimo s prostim očesom. Zato se konzervatorsko-restavratorska stroka povezuje s sorodnimi vedami, ki pomagajo preučevati in svojimi dognanji reševati predmete kulturne dediščine. Konzervatorstvo, restavratorstvo temelji na visoki stopnji strokovnosti, ki združuje znanja in tehnologije sorodnih ved. Vse več pozornosti se namenja izdelavi in vzdrževanju dokumentacije, ki vsebuje informacije o življenju in lastnosti umetnine. Ustrezna dokumentacija je stalna sopotnica umetniškega dela, ki se ob konzervatorsko-restavratorskih posegih nadgrajuje z dognanji in ugotovitvami naravoslovno-tehnoloških raziskav. Svetloba je elektromagnetno valovanje, ki združuje različne valovne dolžine. S prostim očesom lahko zaznamo le del teh valov. Fotografiranje umetnine v vidnem spektru svetlobe ohranja podatke o površinskih lastnostih ohranjenosti in značilnostih tehnike slikanja. Pomembno je, da smo pozorni tako na celoto, kot tudi na detajle. Za podrobnosti se pogosto uporabljata mikro- in makrofotografija. Velikost fotografiranega detajla pa določimo z merilom. Na hrbtni strani slike se pogosto nahajajo dokumentarni elementi. Nalepke, napisi in žigi so pomembni nosilci informacij o življenju določene umetnine. Uporabimo lahko različne kote osvetljevanja ali pa sliko osvetlimo zadnje strani. Tako shranimo podobo poškodovanega platna pred konzervatorsko-restavratorskim posegom. Veliko baročnih slik je bilo v preteklosti popravljenih ali predelanih. Pri konzerviranju, restavriranju umetnin so nam v veliko pomoč podatki o posegih v preteklosti.
Da bi se pobliže seznanili z njihovim izvorom in lokacijo za preučevanje, uporabimo svetlobo, ki je s prostim očesom ne zaznamo. Nevidne predele svetlobe sestavljajo žarki krajših in daljših valovnih dolžin v primerjavi z žarki vidne svetlobe. Za preučevanje površin slike se pogosto uporablja ultravijolična svetloba. Predstavljajo jo žarki krajših valovnih dolžin, ki v stiku s površino slike povzročijo fluorescenco. Vsak material fluorescira v zanj značilni barvi, zato lahko sklepamo, za katero vrsto uporabljenega materiala gre. Retuše, doslikave in preslikave so vidne kot temni madeži, saj se materialno in časovno ne ujemajo z originalom. Retuširani predeli, ki fluorescirajo temneje, so običajno mlajšega izvora kot tisti, ki so videti svetlejši. Uporaba oranžnega filtra pri fotografiranju poveča kontrast med izvirnimi in novododanimi elementi. Baročne štafeljne slike so lakirane večplastno v tanjših nanosih. Pogosto so ti nanosi dodani kasneje. Z ultravijolično osvetlitvijo lažje opazimo skrepenev in razpokan lak. Vidni pa so tudi madeži in drugi nezaželeni elementi na površini slike. Poleg ultravijolične svetlobe se za preučevanje in dokumentiranje slik lahko uporablja tudi infrardeča svetloba. Sestavljajo jo žarki daljših valovnih dolžin, ki prodirajo v globino materialov in osvetljujejo predele pod površjem slike. Da bi videli značilnosti pod barvno plastjo, potrebujemo svetila, ki oddajajo dovolj toplotnega valovanja. Fotoaparat pa opremimo s posebnim filtrom, ki izloči spekter vidne svetlobe. Metoda infrardeče fotografije lahko pomaga pri identifikaciji nekaterih pigmentov ali pa prikaže pripravljalno podrisbo. Pri sliki Jezus in prešuštnica je vidna perspektivična mreža, s katero si je avtor pomagal pri prostorskem snovanju kompozicije. IR fotografija je lahko barvna ali pa jo spremenimo v črno-belo. Fotografija danes predstavlja najpomembnejši del vsake slikovne dokumentacije, saj ima izjemno lastnost ohranjanja vidnih podob v določenem času. Je nenadomestljiv pripomoček za beleženje stanja umetnine pred, med in po konzervatorsko-restavratorskem postopku ter značilnostih, ki so skrite našemu pogledu. Kot informacijski medij pa digitalna fotografija ohranja tudi podobe, ki so plod ostalih optičnih metod preučevanja. Rentgenski žarki so krajših valovnih dolžin kot ultravijolični, a imajo veliko moč prodiranja, zato lahko vidimo tudi predele za slikovnimi plastmi. Žarke ustavijo le težke kovine.
Predeli na filmu pod sliko ostanejo neosvetljeni in so na posnetku videti belo. Zlahka opazimo obešalni kljukici na zadnji strani slike in pritrjevalne žebljičke v podokvirju. Pod podlogo je na določenih predelih vidno poškodovano platno in luknje, ki so bile sanirane ob preteklem restavratorskem posegu. Pogosto imamo pri baročnih štafeljnih slikah težavo z odkrivanjem pripravljalne podrisbe, saj barvne podloge preprečujejo, da bi jo videli z uporabo infrardeče metode. Rentgenski posnetek lahko razkrije spodnje plasti poslikave. V tem primeru gre za domnevno spremenjen naklon glave. Pregled barvne plasti postreže z nekaterimi pomembnimi podatki. Pogosto so vidne poteze čopiča, ki razkrivajo način nanosa barve. Poleg tehnike slikanja pa lahko ugotavljamo tudi sestavo poslikave. S posnetka lahko sklepamo, da določena barva vsebuje pigmente, ki ne prepuščajo rentgenskih žarkov. Da bi potrdili domneve in dobili natančnejše podatke o materialni zgradbi umetnine, smo izvedli stratigrafske analize slikovnih plasti na vseh 3 obravnavanih slikah. Vzorec predstavlja reprezentativni del poslikave. Odvzamemo ga racionalno, ob poškodbi ali na mestu, ki je manj izpostavljeno pogledu. Vsak odvzem je nepovraten poseg v materialno substanco, vendar rezultati preiskav pripomorejo k daljši življenjski dobi umetnine. Mikroskopske preiskave omogočajo pregledovanje majhnih delcev, ki jih zalijemo v smolo in zbrusimo. Preparati s prečnim prerezom slikovnih plasti so pripravljeni za preučevanje pod različnimi vrstami mikroskopov, pod različnimi osvetlitvami in povečavami. Mikroskopska slika razkrije število nanosov, njihovo sosledje in debelino. S temi podatki lahko ugotavljamo kronologijo in tehniko slikanja. Razkrijemo lahko tudi nekatere posege iz preteklosti, kot na primer pri sliki Jezus in prešuštnica, kjer se lak nahaja pod kasneje dodanimi plastmi. Lak lažje opazimo ob osvetlitvi z ultravijolično svetlobo. Ultravijolični žarki pomagajo pri identifikaciji materialov, ki fluorescirajo v značilni barvi. Za preučevanje potrebujemo zmogljivejše mikroskope, s katerimi vidimo strukturiranost slikovnih plasti ter velikost in obliko delcev.
Pripravljene vzorce lahko uporabimo tudi pri instrumentalnih metodah, ki temeljijo na uporabi infrardečih in rentgenskih žarkov. Uporabimo lahko tudi vrsto mikrokemičnih analiz, ki dajejo natančnejše informacije o elementarni zgradbi preiskovanega gradiva. Izbira uporabljene metode je odvisna od iskane informacije, rezultati analiz pa se medsebojno dopolnjujejo. Naravoslovno-tehnološke metode za varovanje kulturne dediščine omogočajo strokovno obravnavo in celostno interpretacijo. Sklepamo lahko, kako je umetnina nastala, spoznamo sedanje stanje in predvidimo njeno življenje v bodoče. Preventivna konzervacija pomeni ustvarjanje optimalnih pogojev za dolgoročno varovanje kulturne dediščine. Aktivna konzervacija so ukrepi, s katerimi neposredno posegamo v vsak predmet posebej, da bi upočasnili njegovo nadaljnje propadanje. Z restavriranjem neposredno posegamo v poškodovane predmete kulturne dediščine. Namen je doseči lažje razumevanje teh predmetov ob sočasnem upoštevanju njihove estetske, zgodovinske in fizične celovitosti. S konzerviranjem, restavriranjem umetnino rešimo in zaščitimo pred prehitrim propadanjem. Zato je potrebna vrsta postopkov, ki so med seboj v zaporedju, odvisnim od vsake obravnavane umetnine posebej. Zaradi skupnih značilnosti baročnih štafeljnih slik lahko govorimo tudi o najbolj pogostih postopkih za to obdobje, ki zahtevajo strokovno usposobljenega konzervatorja, restavratorja. Slikovne plasti poškodovane slike pred transportom ali začetkom postopka na nosilcu slike zaščitimo. Najbolj ogrožena so najbolj izpostavljena mesta ob robovih in obstoječih poškodbah. Baročnih slik, slikanih v olju, začasna zaščita ne more dodatno ogroziti, saj pri tem uporabljamo vnaprej preizkušana reverzibilna lepila. Na hrbtni strani platnenih nosilcev so se z leti nabrale nalepke, ki onemogočajo enakomerno širjenje in krčenje niti. Zato se lahko pojavijo poškodbe, ki vodijo do odpadanja slikovnih plasti. Za odstranitev takih dodatkov se odločimo tudi takrat, ko se nahajajo na poškodovanem podokvirju, ki ne more več služiti svojemu osnovnemu namenu.
Kasneje ga nadomestimo z novim. Nalepke z zgodovinsko vrednostjo pa shranimo ob ostali dokumentaciji ali pritrdimo na nov podokvir. Dokumentarni elementi so lahko pričevalci o življenju umetnine in so kot taki lahko zanimivi za raziskovanje zanamcev. Nestabilen podokvir platnu ne predstavlja več primerne opore. Potrebno ga je zamenjati. Pri odstranjevanju pritrjevalnih žebljičkov moramo paziti, da ne poškodujemo platna. Robovi platna, skriti pod podokvirjem, so lahko skrivališča kakšnih zanimivosti. Pogosto pa se za letvami nahajali veliko prahu in ostale nečistoče. Zavihane robove platna zravnamo. To dosežemo z uporabo vlage in temperature. Reševanje bolj zahtevnih poškodb platnenega nosilca, kot so zgrbančenost, udrtine, izbokline ali tistih, ki so posledica shranjevanja slike v zvitku, zahteva več znanja in izkušenj. Neprimeren poseg bi lahko stanje slike še poslabšal. Želja po izboljševanju stanja slikam je že stara. Zato so baročne slike v svoji zgodovini doživele že veliko posegov. Eden zelo pogostih je bil premaz hrbtne strani. V večini primerov so za premazovanje uporabili neustrezne materiale, ki negativno vplivajo na prožnost tkanega nosilca. Čiščenje hrbta lahko izvajamo le ob predhodno izvedenih varnostnih ukrepih na licu slike. Izbira ustrezne metode je odvisna od stanja slikovne plasti in vrste premaza ali nečistoč. Če je bilo platno močno poškodovano, so ga podlepili z novim platnom. Veliko število baročnih slik najdemo danes še podlepljenih. Za lepljenje izvornega platna z novo dodanim se je največkrat uporabljalo voščeno smolno lepilo, ki pa danes ne ustreza več vsem zahtevam strokovnega dela. Odstranitev platna za podlepljenje nam razkrije veliko poškodb na originalnem platnu. Na hrbtu se nahaja lepilo, ki onemogoča naravno gibanje platna. Poleg tega lepilo lahko povzroča temnenje nekaterih barv in zmanjšuje njihovo transparentnost. Metoda podlepljanja z voščeno smolnim lepilom zahteva velik vnos sredstva, ki povečuje težo slike. Nemogoče ga je v celoti odstraniti, saj prodira v globino originalnih materialov. Poleg mehanskega odstranjevanja lepila se uporablja tudi temperatura, ki smolo in vosek zmehča. Obdelava v nizkotlačni mizi izsesa del nezaželenega sredstva tudi iz globine slike.
Ker popolna odstranitev voščeno-smolne mase ni izvedljiva, govorimo le o delni reversibilnosti tovrstnega podlepljenja. Nečistoče na površini slikovnih plasti spreminjajo vidni karakter slike. Pred čiščenjem lica slike s testiranjem izberemo ustrezno sredstvo, ki ne škoduje izvirniku. Pri baročnih slikah zaščitni lak, ki se nahaja pod nečistočami, varuje umetnino pri tem postopku. Še večjo nevarnost za slike zato predstavlja odstranjevanje porumenelega laka, ki prav tako spreminja podobo umetnine. Postopek odstranjevanja laka zahteva premišljene odločitve, saj nepravilna izvedba lahko ogrozi barvno plast. Test topljivosti nam pomaga določiti ustrezno sredstvo, s pomočjo ultravijolične svetlobe pa nadzorujemo in fotodokumentiramo postopek. Baročne slike so bile praviloma lakirane. Menjava porumenelih lakov je bil eden od zelo pogostih postopkov v preteklosti. Tako zdaj največkrat odstranjujemo kasneje dodan porumenel lak. Če pa analize pokažejo, da gre za izvorni material, to odpira vrsto vprašanj o upravičenosti tega postopka. Slike ne moremo vrniti v stanje, ki ga je imela ob nastanku, lahko pa se približamo njenemu prvotnemu izgledu. Odstranitev motečih elementov olajša razumevanje in prepoznavanje kvalitet umetniškega dela.
Eden od pogostih postopkov, ki so jih doživele baročne slike pri nas, je bilo dopolnjevanje manjkajočih delov slikovne plasti ali kar preslikavanje. Posnetki v ultravijolični svetlobi nam pomagajo določiti lokacijo in obseg kasneje dodanih barvnih plasti. Če so z leti potemnele, jih odstranimo. Ponavadi lažje odstranimo retuše, ki so po izvoru mlajše, in tiste, ki se po materialni sestavi razlikujejo od oljne barve uporabljene v originalu. Odstranitev retuš pri starejših slikah velikokrat razkrije neustrezno zakitane površine pod retušo, ki so marsikdaj razpokane in prekrivajo tudi predele izvorne poslikave. Zato jih moramo odstraniti in nadomestiti z novim, primerno obarvanim kitom. Veliko baročnih slik pri nas je hranjenih v nepravilnih klimatskih pogojih, zato imajo močno poškodovane slikovne plasti. Pogosto prihaja do odpadanja, zato je nujno utrjevanje. Za utrjevanje slikovnih plasti izberemo lepilo, ki ne škoduje originalnim materialom in ne spreminja vidnega značaja slike. Nanesemo ga samo na bolj ogrožene dele ali po celi površini platna, sprednje, zadnje ali celo z obeh strani. Včasih si pomagamo z nizkotlačno mizo, ki omogoča souporabo temperature in pritiska. Pri takih postopkih je nujno, da predhodno testiramo, kako na sliko učinkujejo uporabljeni materiali, temperatura in pritisk. Nepravilno hranjene umetnine imajo lahko resne poškodbe platnenega nosilca. Kjer platno manjka, ga nadomestimo z novimi platnenimi vstavki. Vstavljeno platno mora po strukturi tkanja in debelini niti ustrezati v originalu. S hrbtne strani jih lahko pritrdimo z lepilom, ki se nahaja v obliki lističev. Prav tako lahko obdelamo raztrganino, vendar v tem primeru vstavljanje platna ni bilo potrebno. S sprednje strani vstavke privarimo. S tem dosežemo primeren spoj za nadaljevanje posega. Ker je imela slika v postopku rdečkasto podlago, smo platno za vstavljanje že vnaprej pripravili na podoben način.
Veliko baročnih slik je bilo v preteklosti že podlepljenih in zdaj prepoznavamo slabe učinke izvedenih postopkov. Zato se danes, če se le da, podlepljanju izognemo. Včasih pa vendarle ne gre drugače. V tem primeru se izogibamo lepilom, ki omejujejo posege v prihodnosti. Reaktivacija lepila poteka v nizkotlačni mizi. Nadzorovana uporaba pritiska pa zagotovi elastičen in trajen spoj med dodanim in obstoječim nosilcem. Slika Zadnja večerja z avtoportretom je imela manj poškodovano platno, zato podlepljenje v celoti ni bilo potrebno. Ker je imela odrezane robove, je nismo mogli napeti na nov podokvir. Rešitev je bila podlepljenje robov z novimi platnenimi trakovi. Slike so očiščene in utrjene. Čas je za izravnavo površine na sprednji strani slike. S kitom zapolnimo manjkajoče predele slikovne plasti in pripravimo pravilno strukturo površine. Uporabimo lahko klejno-kredni kit, njegovo obarvanost pa dosežemo s pigmenti. S tem se približamo materialom, ki jih najdemo v pigmentirani podlogi izvirnika. Izbor materialov je odvisen od zgradbe slike, narave poškodovanih področij in predhodnih konzervatorskih posegov. Če je bila v preteklosti uporabljena voščena smolna masa, to onemogoča uporabo klejnega veziva. Zato izberemo obstojno sintetično sredstvo, pri tem pa upoštevamo osnovna načela stroke, kot so minimalen vnos, reverzibilnost in kompatibilnost. Nov podokvir za gozdami lažje sledi silam, ki delujejo zaradi vpliva klimatskih dejavnikov. Robove napetega platna smo zavarovali s klejnim trakom, na hrbtno stran pa dodali zaščito, ki preprečuje odlaganje nečistoč. Z barvno dopolnitvijo se lahko približamo izvornemu izgledu slike. Izvedemo jo, ko določena poškodba ne dopušča dojemanja estetskih vrednosti, ki so bistvene za umetniško delo. Izbira ustrezne tehnike je odvisna od mnogih dejavnikov, kot so vrsta in obseg poškodovanega območja,
vrednosti, pomembnosti in funkcije umetnine ter okolja hranjenja. Poznanih je mnogo metod, najbolj pogosta pa je gradnja retuše s podlaganjem v ustreznem barvnem tonu, ki mu sledi postopno približevanje izvirniku. Retuširani predel mora biti s prostim očesom razpoznavan kot novododani element, ki se z originalom poveže v harmonično celoto. Ustrezna retuša mora ohranjati tako zgodovinsko, kot tudi estetsko vlogo umetnine. Dober rezultat pogojujejo premišljene odločitve restavratorja in njegova tehnološka usposobljenost. Izkušnje pridobljene študijami detajlov obravnavanih umetnin so doprinesle kvalitetnejši dopolnitvi poškodovane barvne površine. Končno lakiranje slike poenoti videz in zaščiti barvno plast. Tako kot retuša, mora biti lak zlahka odstranljiv. Zavedati se moramo, da se vrednotenje vsebin umetniškega dela nenehno spreminja. Baročne umetnine so estetski pomniki zgodovine in obdobja, ki je pomenil pomemben mejnik v razvoju slovenske umetnosti. Obdobje baroka, čeprav večkrat narobe razumljeno in pojmovano, je danes eno najbolj reprezentativnih umetnostno-zgodovinskih obdobij tako v slikarstvu, kakor tudi v drugih vejah umetnosti. Danes se tudi vedno bolj zavedamo pomena baroka in s tem tudi varstva baročne kulturne dediščine, o čemer nas ozaveščajo slovenska kulturna varstvena stroka in kulturne ustanove, ki varujejo in hranijo baročne umetnine. In zakaj je pomembno varovanje, ohranjanje? Ker so umetnine materialni pričevalci svojega časa in jih je potrebno ohranjati za sedanje in bodoče rodove. Zato jih je potrebno ščititi in varovati, z njimi živeti in jih vključevati v kulturni prostor.